politehnična dvorana, pa malo kisika, pa pol ljudem malo. Dobro, zdaj gremo pa. Pridi, Barbara, njo bom poklical umnoma. Barbara in Andrej, krasen duet za nekako nenavadno kombinacijo violina in harmonika. Ampak nekaj nenavadnega je bila vedno priložnost za nekaj novega, inovativnega in dobrega, je tako? Ja, drži, zagotovo. Če spoznaš tako ženo, ki igra violino, sam pa igraš harmoniko, zakaj pa ne? Probaš, lepo zazveni, pa gremo. Mogoče bi moja igrala citre. Bom vprašal, dobro. Barbara, se te bom vprašal, koliko let zaglancaš tole violino, ki bi mislil, da si starejša od 25 let, da, tako da, ampak, da, kakšno glasbo igrata? Dobro ali kakšno? Ja, to bojo danes sami predsednili, da in poslušalci. Drugač pa jaz mislim, da mene že ljudje bolj poznajo pod imenom Donačka, ker tudi Donačka še ni zapustila vsega tega, kar bi še lahko naredila, ampak trenutno smo Donačka bolj v zatišju. Letos imamo sicer 20. obletnico, ampak bomo videli, kako bomo to skušali še to našo glasbeno pot nekako nadaljevati. Drugače pa, če se štejem, igram violino že 32 let. Je res, da sem že zgodaj začela v glasbeni šoli, v osnovni šoli, potem sem po orkestrih igrala, no to sem prišla v Donačko, potem malo nehala tam, vmes dobila 2 čudovita sinova z mojim možem in zdaj smo si od korone naprej, ker veste, nismo imeli kaj drugega za početi doma, naredila harmoniko. Mi pa ženo med korono nismo imela kaj početi, pa imamo 8 kokoši. Naprej, kaj bomo danes slišali? Ja, dejansko bomo slišali 2 najini avtorski skladbi, oziroma pesmi. Prva se imenuje Moč ljubezni, bo taka zasanjana, bolj nežna. Ta druga bo pa bolj živahna, govori pa o življenju, o samem življenju, ritmu življenja, kako moramo biti vsi veseli. Evo, poglejte zakonsko harmonijo. Če ima mož harmoniko, ima lahko žena violino, gudalo ali pa mikser. Vsi smo samo enkrat in
gospod Franc, kje ste zdaj dole vzadi, ne? Moram vas pogledati, veš, mi smo danes zaradi vas tu, a ne? Vi imate 40 let delovanja, jaz bom pa letos 40 let stara. In imamo spet nekaj skupnega. Zdaj bomo ja, zelo smo vesela, da smo lahko del vašega praznovanja, ker 40 let biti takle, super zgledate, mislim, imam kaj reči, pa da še zašpilate in da še imate vedno to veselje do glasbe, bom rekla, to je kapo dol. Mi smo zdaj kome na polovici, ne, imamo 20 let, ampak si želim, da bi bila nekoč tako kot vi. Še špilate naprej in res hvala, da smo na to delu vaše zgodbe. Naslednja pesmica je pa, govorite, ko si prej rekel, Andrej, o življenju. Vsak ima nek svoj ritem življenja, eni bolj počasnega, drugi bolj hitrega. Važno pa je, da smo usklajeni in da pridemo nek ritem, da ga lahko skupaj zaplešemo. Včasih pozdravim, ko naklejna, kaj s tabo je, sprašujem me. Vrške in razvoj zdravina, ti kljub temu, le smeješ se. Življenji boj, sonce imaš, vse priliki, daj ti pa znaš, da razložaj ti, da sem svetlo, da isto tamo na področju čarobe. Življenja poskočen naj bo, živ in mrtvice letijo. Vriška okoli ležalosti so, iz prazne vode nasijo. Ritem življenja poskočen naj bo, sonce srca naj ga boli. Vsaka težava rozila slovo, sreča podala na pot. Težave se nostijo in brez skrbi, nikogar ni. Vendar se solze posušijo in lice barvo spet leti. Dvigni si v zrak, pesem za boj, kako korak, strumen teboj. Ritem do tangu, pusti skrbi, ljubi življenje, pa se uleti. Ritem življenja poskočen ne bo, živ in mrtvice letijo. Vizda okoli težalosti so, iz dura se vode nasijo. Ritem življenja poskočen ne bo, sonce srca naj ga boli. Vsaka težava rozila slovo, sreča podala na pot. Ritem življenja poskočen ne bo, sonce srca naj ga boli. Vsaka težava rozila slovo, sreča podala na pot. Vsaka težava rozila slovo, sreča podala na pot. Dobro je, ne? Franc, po toti točki pa sem točno vedel, zakaj ste se vi trije vzadje usedli. Kak je Barbara z Ritko mešala, kaj sedijo normalno. Jaz bi tudi tako kot zadnje bil smisla, če bi se presedla, veš. V glavnem, zdaj smo se tam zadnje pogovarjali, pa je ena rekla, či Saša, ti si res tak mali. Smisla, da je samo na televiziji tak, ne.
Sem rekel, ja, ti imaš malo televizijo doma, viš, pa še jaz skozi celi gori, ne. Je rekel, kaj če bi ti za župana kandidiral? Ja, res sem rekel, če bi jaz za župana kandidiral, bi bil edini, ko bi imel plakate 1:1, ne. Zato, ker take plakate, ko sem jaz tudi tiskajo, celi, jaz se to ne bi nič slikal, mene bi samo tam namalali in se bolj stisnil, pa je to. Je rekel, kaki bi pa te bil tvoj slogan? Sem rekel, imel bi dva, ker je moja mama z Hrvaške, jaz ni iz Slovenije, mislim, mama je Hrvatica, jaz bi imel slovenskega, pa hrvaškega. Rekel, kak pa bi to bilo? Sem rekel, slovenski bi bil čas je za male ljudi, hrvaški pa niko nema dva života. Ne, tako da bi te glasbeno skupino imel zastoj, ne, v glavnem, se nema veze. Ampak moram pa eno stvar povedati, jaz zato nisem zrasel, ker meni je fote rekel, ko boš veliki, bo treba delati, pa sem kar mali ostal, brez veze, ne. Če ti ni, ampak od rojstva so imeli že z mano težave. Dragi moji, jaz nisem bil planiran. Vse se vidi, ne. Pri nogah se je ata še trudil, pri glavi mu je bilo že čisto vseeno. Jaz, ko sem se rodil, sem bil tak grd dojenček, da sem imel zatemnjene šajbe na inkubatorju. Da se niso drugi otroci jokali. Pol sem šel krsto, sem bil tak grd dojenček, da me je župnik z vodno pištolo krstil. Ko je pa prišel december, sem pa prišel svoji familiji prvič prav. So me postavili na dvorišče, 5 let dobeno društvo ni prineslo koledarja. Veš kaj so oni z mano prešparali? Tak da, zdaj ste vi na vrsti, veš? Jaz čakam se, veš, ja, po 40 letah sem te že pustil malo sedeti, ne? Zdaj sem prej poslušal, oni imajo 33 let, ansambl Štirje kovači 70 let, Beneški fantje 130 let, ne? Jaz sem hotel na moj koncert povabiti Beneške fante. Pa sem se zdaj odločil, da jih ne bom. Ker pred nomi pridejo dol z odra, je 2 uri mimo. Tak je, ne? V glavnem, dajmo en aplauz za naše gostitelje. Ansambl Črnca iz Ljubka. Franc, samo eno vprašanje imam pa za tebe. Brki ti rasejo, frizure imaš pa še samo pol. Kak je to možno? Imam en recept. Pustim brado tako kot ti. Ko mi vlasi dol paljamo samo poljubarno. To imaš prav. To zdaj pomeni tak, da če bi ti meni mašino posodil, pa bi se jaz okolo obrnil, bi lahko bil oni samo rok. Ni rekel, ja. Se samo rogi nimajo tako rogov zvitih, ja. En aplauz, prosim. Iisus, daj piste,
A veš, to bi tako, ko bi jaz pel z Otom Pestnerjem, ja, kjer bolj poje. Prosim za opravičilo, ker imam telefon. Kje, Franci? Tam se vsed, kje je tvoje mesto. Se bi drugač imel papir, ampak nekaj je Franci, lahko prideš sem. Mal vežbanja mu ne oškodilo. Kam se pa ti vidiš? Da, tako. Takole piše, Franci. Jaz bom prebral direkt, ker to je prišlo direkt, jaz ne moram tle čarati. Ob vašem izjemnem jubileju, 40 let glasbenega ustvarjanja, veselja in nepozabnih melodij, vam iz srca čestitam. Ne tebi, kaj se smeješ? 40 let je čestitljiva doba. Polna nepozabnih nastopov, predanega dela številnih vaj, veselih trenutkov in nešteto pesmi, ki ste jih podarili svojemu občinstvu. Vaša glasba spremljala mnoge generacije, prinaša radost v srca poslušalcev in soustvarja nepozabne spomine. Naj vas tudi v prihodnje spremljajo uspeh, navdih in ljubezen do glasbe. Naj vaše pesmi še dolgo odzvanjajo v ušesih in srceh vseh, ki vas občudujejo. Dragi oči. Žal danes ne stojim ob tebi na odru, a z mislimi sem s tabo. Zato ti namenjam nekaj besed. Danes je zate res poseben dan. 40 let glasbene poti, predanosti in nepozabnih melodij, ki si jih skozi leta podari občinstvo. 40 let ustvarjanja, vaj, nastopov, neprespanih noči in nešteto lepih trenutkov, ki so zaznamovali toliko src, vključno z mojim. Zame ima ta jubilej poseben pomen, saj sem imela čast in veselje biti del te glasbene družine kar 10 let. Skupaj smo delili neprecenljive spomine, stopali na odre, stala sem ob tebi, skupaj smo se smejali, prepevali srca in ustvarjali nekaj, kar ostaja zavedno. Oči, hvaležna sem za vse. Hvaležna sem za vse, kar sem se tebe naučila o glasbi, vztrajnosti in o tem, kako pomembno je slediti svoji strasti. Naj se ta zgodba piše še dolgo. Naj glasba še naprej odmeva in naj tebe in tvoje člane ansambla na tej poti vedno spremlja veselje. Danes pa tvojemu ansamblu želim eno lepo praznovanje s prelepim koncertom, s prelepimi melodijami, humorjem in veliko dobre volje. Barbara Ocvirk.
prijatelj iz Francije, ona v Franciji. In se ni mogel tega koncerta udeležiti, ampak vidim nekaj z nami. In to je zelo dobro. Dokler ima solzne oči v Franciji, pa jaz tudi, aj peš tam. Aha. Zdaj je naša zlata Jarica. Jaz sem zmeri, ko so nastali ansambl Jarica, jaz sem si mislil, to je neka jarkica, tista, ki meše jajca, ali kaj je, kokoška. Pa so mi pa rekli, ne, to je ena rastlina taka, da tudi če raste. Bolj šloh. Kaj smo mi pa kaj žlahti. Evo ga, harmonika, da imamo ansambl Jarica. Prinesli ste veliko veselja in dobre volje v slovenski prostor narodno-zabavne glasbe. Vaši pivci, jaz vem, evo, iz Radia Sraka, pa tudi nisi še čist gluh, zvenijo zelo dobro. Se imate dobro? Mi se imamo vedno dobro, kadar smo v dobri družbi. Samo nekaj me zanima, nič ti se pogledal, kaj boste špilali, ampak a bo pozdravljena moja semnica? Žal ne. Dobro, bo pa eden druga. Bo kaj novih posnetkov? Se pripravljajo, zdaj smo si pa izbrali pač iz zakladnice Lojzeta Slaka. Super. Zdaj moramo se tudi tukaj. Ajde, to pa Jarica. Kdor pa za mizo sedi in kupica v rokah drži, njemu ni prav nič mar, če zunaj noč je in vihar, kdor je premlad si želi, še v zimski noči piknici, jaz pa sem moter mož in ne hodim v razli noč. Res tudi jaz bi nekdo sam jo potrnil ognil pust, drugi je zdaj njen mož, a mene regla je za nos, zdaj pa za mizo sedi in se svobode veseli, boljša je kupica, odkopri pa stožentica. In se svobode veseli, boljša je kupica, odkopri pa stožentica. Ja, lep dober dan, draga družba, še posebej lep dober dan pa slavljencu Francu Cvirku in njegovim ansamblu. Sniz pred pogromto sem vprašal Francita, sliko, ti si že pred 40 letom začel učiti špilati, in boga, in ansambl si už tedi jemu. Na potem pa jaz pogromto, da sniz tedi gobi dobro shodil, ko je on že ansambl jemu. Pa sem mesno, koliko sem star. Bravo, Franci, še na mnogo leta naprej igranja in uživanja na odru. V glavnem, moram pa to še povedati, da mesec februar pa ne bo znan samo ob okrogli obletnici ansambla Franca Cvirka, ampak še en poseben dan je v februarju. To je pa 14. februar, to je pa Valentinovo. Kaj je moški, ste se izkazali? Oziroma ne, bom ženske vprašal, ste se moški izkazali? Ne bilo tako. No, bom zdaj jaz povedal, koliko je bil pri nas doma. Prednji jaz domov se mi kolega vprašal, kaj smo kaj svoje za Valentinovo kupil?
Sem rekel, pred dnes domov šehta, mi gleda taki žalostni, vedel, da imam bolj prazne roke. Sem rekel, draga moja, nisem pozabil. Sem vzel zemljevid sveta, vete, tista velika karta, dam gor na kuhinjska stena, pa sem ji dal v roke puščica Pikada. Sem rekel, lej, zdaj pa, kam kol boš vrgla, tam tempelo. Pa me brat vpraša, kam bo ta šla, kaj je vrgla? Sem rekel, kam bo ta šla? Sem rekel, ja, za hladilnik. To je ti predstavljeno, ja. Macice, są nieźle kotlica, moje piwnice. Na brzegi, gdzie słońce je tam dąży, stopilno zli. Macice, zwyją se słoneczne dni. Nabrał se mi nabitnik licim dał. Macice i najmowe loka, ja si nisem znał. Ona pa nič več verjeti, nikdo bila ni. Na bregi pa nekih mači zdaj več ni. Vsak ansambl mojega brez frizure vidim. Tako kako hodijo, tako nazaj. Lidija, zdaj se pa parajt naredi, veš. Ja, zdaj se pa parajt naredi. Jaz moram eno stvar priznati. Jaz, ko prijem tu vsem v tote kraje, jaz bolj težko prijem domov, ker tu je pa toliko gostilno vmes. Jaz sem se tudi, kaj imamo tu kakega jagra noter? Ja, gospod, na črno streljate, ne? Jaz sem bil tudi na črno narečen, zdaj ne vem, kdo je pravi ata. Kaj pa kakega policaja? To ti se tak ne upa oglasiti, ja. Veš, policaji so glasni samo da kratko imajo uniformo gor, ne? Vete, kak je to bilo, jaz nekrat policajem nastopil. In prve 2 ure to se še držijo, dok še je komandir na fešti. Ko komandir gre, otoki zares požirajo, se to reče. In jaz malo špilam, malo jim vice govorim, ura je bila 11:30 zvečer, pa so začeli hoditi policaji. Zažo, vzdušene. Zbržbilo kdaj na cesti, vem, kak je težava. Mene lahko pokličeš kdaj še. Jaz imam skozi telefon na glas, če se ti ne jaz javnosti, bom moja mamica. Ob 2:30 jutro, ob 3 me lahko pokličeš. Jaz sem imel ob 4 jutro 27 koledarčkov od policajev.
Te sem bil pa frajer, valjda. Sem si mislil, ja, ne znam to, lahko delam kaj čem, jaz lahko vune sedim pa se vozim z avtom, pizdarija, ne? 2:30 jutro smo ga sekali, en bratranec je dobil otroka. Kdo bo vozil? Se rekel, bom jaz vozil, mene ne bojo niti videli, ne? Evo ti ga da! Nikoli ne pozabo, petek jutro, 2:30. Jaz odprem okno, on me gleda, dam tistih 27 koledarčkov, so samo rekli, gospod, zapustite vozilo, se rekel, dvignite me ven, prosim. Hvala Bogu me niso zaprli, ker nimajo otroškega oddelka, se rekel. Ampak jaz si še vseeno probal. Jaz si še vseeno probal tega poklicati, ne? Vola smo še vsi, ker vola mi je takoj rekla, ker je bila policajka. Zdaj pa ti veš, ko te pa ženska vstavi, te pa nema Bog brata. Ker ženska v uniformi, to je pa hujše, ko hoditi za cerkvo, razlogi? Poslušaj, evo tega no, sem rekel, čakajte malo, ne tako hitro sem kadil, te mi daš 10 minut cajta, ne? Puf, jaz kličem, ti, številko, trenutno vidio se klima. Meni vse poberejo, to je bil petek, majster mene kliče, vtorek, drugi teden nazaj. Rekel, čuj Sašo, kaj ste, ti si se zmotil, ali si kaj rabo, si me v petek, 2:30 jutro klical. Sem rekel, stari, nič takega, en je mogo vedno poceni, pa smislo, češ kaj se. Taki so policaji, to vam hočem povedati, neko trenuca bi ti tistih koledarčkov nafilal, ko ti njega rečeš, ti reče, stari, kaj so te dobri, si že podpisal, to več ne moramo rešiti, ne? Ej, to pol dvorane pije, ko vozi, samo to ti se smejijo, ja? Zdaj pa tak, Lidija, ti si začela pri, čakaj, zdaj ste še vi. Pol pa so oni, ko boš, pol pa ostaneš še samo ti. Mislim, ne ostaneš še samo ti, ampak pol še pa pride oni tvoji. Ok, kjero bo te zdaj rupnili? Čakaj malo, kaj ti si njo izključil? Smete preglasna. Nisi, samo jaz ko tebe gledam, meni se pljučne pečenke slušta. A res? Evo glas! Sentite spravi, pa ga često ki, posloma posebno, da je ne zdrobi. Žena ima to punko, če predolgo spi, ko začne ga draži, skore ponori. I na samih kuna se može smeji, žena mu pa pravi, Ljubi France moj, boš morao malo slušat, vse nalažeš njoj. a ja se ne čekiram, kaj mi govori, žena vreme sobom ide i bil on često kiljada. Žena vreme sobom ide i bil on često kiljada. Daj, pomajmo tudi za meja. Ja, je pa harmonko mislim, ne? Jo, Ja. sliko koga. A nisi rekao? Sve je sve, kaj si misliš? Sredina, snijeni sa zdravljena, vidi je ogledalo svoj.
Rekli so, da so moji, nekaj meni podobnih. No, in pri nas doma smo imeli ženo, psa pa dva otroka. In jaz, ko smo Igor v 60 nastropil, sem prišel zjutraj domov čist poti Igor, jaz pod mojega psa, pa sem čist poti odkrenil, da ne bi ženo pa otroke zbudil. In kaj je bilo? Ko sem jaz vrata odkrenil, je pes prleto, dvakrat zalajal, žena je vstala, pa mi je copate prinesla. Prej. Zdaj je pa nas veliko drugač. Zdaj pa otroci so šli, smo ostali pa jaz, pes pa žena. Zdaj pridemo še bolj potih domov, pa še bolj potih odklenim, zdaj pa ženo zalaja, pa ju pes copate prinese. Vse isto so pomogo se zavela, ja? Prišel vida, na parkirišču z avtobusom prikupi. Samo en cvijo na šnacu pa parkira, a violin
Kaj bo delal? Menjam. On službi menja skozi. Prva, druga, tretja, četrta, stoj. Malo rikverc. Franci, Ja, saj vem. koliko si že ti potegnil čez penzijo? 9 let. On je edini sevančen, ki bo na pogrebu še nikal. Jaz sem več delal dobe, skoliko sem star. Jaz sem delal dobe 49 let, ampak imam modifikacije, ker sem poročen. On je ko moja soseda, ima že 3 otroke, pa je še skus nedolžna. Ja, ta je pa ta prava. No, bo še veliko dne. Da bi nedolžno vzel. Težka bo. In moja in tvoja bor mašina sta že brez baterij. Kaj bo še kaj zašpilal, je kaj? Ja, eno še bom. Kje? Ampak, tukaj moram pa povedati, zdaj bo si skozi prišel, je pa meni špilo, koliko cajt je špilo, vse ne vem. 6 let. Še 2 let pa bo osnovno šolo naredil. Ja, točno, ja. No, mi smo takrat igrali v trio in on je bil basist in pa en križni krajko, spominaš, ne? Žal ni mogel priti, ampak on pa se mi prav nekaj skozi spravil. To sem jaz moji ženi rekel snuč. Ajdi. Zdaj sem pa prišel. Ja, kaj, a vi še imate eno, ali? Ne, zdaj imajo pa tistih, s katerimi si ti vidiš, to te že čakajo, zdaj 3/4 ure od zadaj. Ja, ker oni, kak, se boš... Ja, se bom odložila. Ja, jaz sem tu čakal 3/4 ure od zadaj. Ti si navihan, veš? Kak? Ti si navihan, ko si mali, tu si navihan, veš? Ja, veš, kak je, jaz ti lahko pod hitro zlezem pa stojim, ne? Ja, veš da, ne? Zato si nas najbolj srečen, kakšne narodne noše so mu rekli, ne? Draga družba, ne, jaz sem ful vesel, da me je Franc poklical, pa me je sem povabil, zdaj sem dobil še pa na koncu tako ponudbo, ne?
Kaj si ti normalno? Kaj jaz nimam sreče z puncami. Vse so me že v 3. razredu prerasle. Pol sem si pa nazadnje, sem si dobil pa eno tako, ki me je tepla. Moški se noben ne upa smejati. Ker takega malega ni težko, ne? Enkrat me je 2-krat natepla. Prvič me je tak, da sem po zidi gor plazal, drugič pa zato, ker sem zid zamazal, ne? Pa me en kolega, ko sem prišel v gostilno, gleda, rekel, Sašo, ti si taki veseljak, zdaj pa že 14 dni hodiš nekaj taki žalostno. Sem rekel, čuj, poslušaj, ko se ga jaz napijem, mene moja doma pretepa. Če ne bi bil pijan, tega sploh ne bi zdržal. Ko me pa on pogleda, rekel, čuj, kako pa te priješ domov, sem rekel, moped, če pa sosedi ugasnem, samo da je ne bi zbudil. Te grem čisto tiho, lepo do vrat, vhodnih odklenem, malo pustim vrate odprte, da ne tresne, samo da je ne bi zbudil. Točno vem, da mi 2., 3., pa 5. štenga škripljajo, tam prek stopi. Samo da je ne bi zbudil. Pol pa prijem do spalničnih vrat, kak primem za kljuko, pogledam not, čaka not, ko alojtra pa buf po meni. Te pa me on pogledal, Saša, koliko si mali, toliko si butast. Napačna taktika, sem rekel, kako pa te ti priješ domov? Je rekel, jaz, ko sem nažgan, jaz se z mopedom zaletim fasado, zažgem po vhodnih vrata, grem gor po tistih štengah, kjer je najbolj škripljajo, pridem do spalničnih vrat, si raztrgam srajco, odprem vrate, pogledam not pa se zadenem, ta klubica, zdaj pa gremo v akcijo, da ti vidiš, kako se baba dela, da spi, je rekel. In pa in to žge. Draga družba, dragi Franc in tvoja kompanija, preden bom napovedal Rogaški odmev. Franc, jaz se ti iskreno zahvaljujem, da si me danes povabil, nikoli ne bom pozabil. Še nadaljnih 40 let, če še boš pa čez drugih 40 let tak sedel, kot danes, prijem pa jaz gratis. Hvala, zmeno. Meni se zdi, da Franca bolj dobro zgleda od mene, ne? Pa veš, kak je, jaz vem, ja pridite, Rogaški odmev, kar pridite, samo to še povem. Ena stvar pa me skrbi. Ker pa ko se staraš, te skup vleče. Si predstavljaš, kako bom jaz po cote hodil, kom 82 star? Spika bolonica, pa! Hvala lepa, Franc Rejde!